Moje ime je Hana in sem spremljevalka za LifeTrack, in sicer največkrat za destinacijo Azori, naši evropski Havaji. Rada bi povedala že na začetku, da se cel sestanek oziroma tole predstavitev, predavanje snema, tako da kdorkoli bi želel te posnetke pogledati kasneje oziroma kadarkoli, ko ga zanima, že srbijo pete, da bi pobegnil nekam v zelenje, si lahko to pogleda kasneje, mislim, da bo na YouTube kanalu od LifeTracka oziroma na spletni strani. Gre se za 8-dnevno potovanje, naslov pa je v bistvu pohodniška pustolovščina med vulkani in oceanom. Tule že na prvi sliki v bistvu vidimo kaldeiro in naše pohodnike, kako strumno korakajo po res takih idiličnih poteh. Zdaj, za začetek bi vam samo pokazala karto sveta, in sicer lokacija naših Azorov. Predstavljajo arhipelag, kar pomeni, da je vulkanskega nastanka, so sredi Atlantskega oceana in približno 1600 kilometrov oddaljeni od zahodne Portugalske, približno 1500 kilometrov od Maroka in približno 1900 kilometrov jugovzhodno od Nove Fundlandije v Kanadi. Raztezajo se približno čez 600 kilometrov od severozahoda do jugovzhoda. Delimo jih pa na 3 skupine, in sicer vzhodno, osrednjo in pa zahodno, oziroma centralna, osrednja. Naše potovanje v bistvu zajema São Miguel, otok Faial in pa Pico. Če pogledamo vzhodno skupino, je najstarejši otok v bistvu Santa Maria, najmlajši pa otok Corvo. Kako so nastali ti otoki? Ker so vulkanskega nastanka, je v bistvu posledica stika 3 tektonskih plošč, in sicer evrazijske, afriške in pa severnoameriške. Zahodna skupina otokov, se pravi Corvo in Flores, že ležita na severnoameriški plošči, medtem ko so preostali na stičišču drugih 2. Povedala bi samo na hitro zgodovino. Odkrili so jih Portugalci v 15. stoletju. Načeloma so v bistvu konstantno pripadali Portugalski, razen v času Iberske unije. Takrat so v bistvu Portugalska in Španija bila pod istim monarhom, kasneje so si pa avtonomijo priborili leta 1276. So avtonomna regija Portugalske, prav tako kot Madeira, in se pravi zajemajo 9 otokov. Imajo 3 glavna mesta, eno je na São Miguelu pri Ponta Delgadi, drugo na Faialu je Horta in pa še na Terceiri je Angra do Heroísmo. Tako, evo ga pobližje pregled našega prvega otoka, ki si ga pogledamo, in sicer São Miguel. São Miguel ima tudi največ prebivalcev, največji otok je, obsega približno 760 kvadratnih kilometrov, prebivalstvo je pa približno 140,000 ljudi. Mi začnemo v Ponta Delgadi, tam priletimo ponavadi popoldne oziroma zvečer, vzamemo avtomobile in se odpravimo do naše nastanitve. Plan ogleda tega otoka je pa v bistvu najprej severno-zahodna stran otoka, naslednji dan bolj centralno-severni del in še jugovzhodni del. Azori predstavljajo v bistvu mnogo možnosti, od teh pohodnih tur do termalnih toplic, ogledov kitov, nasada ananasov, plantaža čaja in podobno. In iz tega stališča v bistvu nudijo zelo veliko različnih opcij, prav tako za družine, od raznih parkov v teh gozdovih in podobno. Kot zanimivost oziroma kot zgodovinsko dejstvo je tudi, da je v bistvu preden je Ponta Delgada postalo glavno mesto, je bila glavno mesto tale Vila Franca do Campo, ampak se je situacija spremenila po letu 1522, ko je bilo mesto prizadeto zaradi potresa in je v bistvu umrlo skoraj 5000 ljudi. Takrat so pol prestavili Ponta Delgado in od takrat naprej je to kot glavno mesto. In zdaj bi se že jaz kar lotila lepo naših pohodov, približno po dnevih, kakor toliko. Rada bi omenila, da je, glede na to, da so Azori v bistvu sredi Atlantika, je tudi vreme zelo spreminjajoče se.
zime so blage, nikoli ne gre recimo po 30 stopinj Celzija, hkrati poletja so zelo taka prijetna, do 30-32 stopinj Celzija. Ampak hkrati so razlike, če gremo v zimskem času, je enostavno večja verjetnost neke megle, večja verjetnost padavin, manj sonca, tudi nižje temperature, medtem ko so poletja, ne bi rekla, da ravno bolj suha, ampak vsekakor je več sonca in malo bolj toplo vse skupaj. Kar je tudi posledica otokov, je tudi, da si mi v naših okoliščih predstavljamo gretje na drugačen način kot tam. Tam enostavno ta izolacija in radiatorji in podobno ni glih tako kot pri nas, in hkrati imajo tudi probleme z vlago, tako da ja, glede tega je drugačna situacija, nas bi mogoče prej zeblo kot pa njih, ki so enostavno navajeni. Tako, evo ga, tole so prvodnevni razgledi, res čudovita slika, to je naredil v bistvu naš turist, gospod Kuzman Boštjan. Takole se ponavadi začne naša pot, in sicer gremo do Svete Sjadades, v prevodu je to kot 7 mest. Zgodovinsko gledano ni nikoli bilo tam 7 mest, ampak enostavno je pridobilo tako ime v smislu nekih legend, ki so se tam ustvarile. Začnemo v bistvu pri enem zapuščenem hotelu, ki se reče Monte Palace hotel. Bil je zgrajen leta 1989, ampak se je v bistvu v 18 mesecih že tudi zaprl. Tak 5-zvezdični hotel, luksuzni hotel, ampak enostavno so malo precenili vse možnosti, kako bojo ljudje prišli do tja, kako bojo prileteli do otokov, ker enostavno so že tudi Portugalci sami imeli na začetku problem naseliti te otoke, ker so bili seveda sprva nenaseljeni, in najprej so recimo drobnico in tako neke živali pustili tam, potem pa enostavno ljudje iz celinske Portugalske so prihajali, zato ker so dobivali neke bonitete, zato da so ustvarili neke kolonije in podobno. Hkrati so pa imeli v bistvu tudi ljudi iz današnje Belgije oziroma Flamci, kjer so pa v bistvu pošiljali neposlušne Flamce na otoke, da so poskrbevali zemljo in enostavno jo negovali. Tako, tole je naša, se pravi, prvi dan, vedno upamo na dobro vreme, iskreno je to zelo zahtevna stvar, tega se res ne da korigirati, enostavno moramo uživati prav vsem, kar dobimo in nam je ponujeno. In takole izgleda Svete Sajadis, na levo lahko vidimo, da je bila še taka ne ravno najboljša svetloba, meglice, ko začnemo zjutraj, zna biti malo bolj kislo vreme. Celotna pot traja tako približno 16-17 kilometrov, naredimo tako eno krožno turico, ustavimo se dol v mestu, kjer vidimo tole cerkev Svetega Nikolaja iz 16-17. stoletja. Ponavadi si potem privoščimo še tudi kako malico dol ob jezeru, kavica in podobno. Jezeri sta v bistvu dve, modro in zeleno, in seveda se vsaki stvari spodobi narediti eno legendo, in tudi tule je ljubezenska legenda glede princese in pastirčka in njune neuslišane, nezmožne, nedosegljive ljubezni in enostavno te njune solze obupa in žalosti prikazujeta te dve jezeri, no. Ta pastirček je imel zelene oči, princesa modre in imamo modro in zeleno jezero. Ampak seveda je to tudi neka malo bolj realna razlaga za tem, in sicer glede same globine in fotosinteze, ki se ustvarjata. Modro jezero je globlje, ima recimo do 30 metrov globine, medtem ko zeleno je malce bolj plitvo, in sicer, ne vem, do 20 metrov globine, vse skupaj se pa razteza tako približno na 12 kvadratnih kilometrih, no. Naslednja točka, ki si jo potem pogledamo, je, to je še v bistvu prikaz še iz druge smeri. Tu recimo že lahko vidimo, da je v bistvu to prvo jezero bolj zelenkaste barve, ono tam dol pa res modro. Poti so res urejene, prav tako v bistvu vse te ceste, kjer vozimo, Evropa res v bistvu je namenila dosti sredstev za ureditev vseh teh otokov, ker enostavno si želijo narediti turizem kot prvo gospodarsko panogo, ker definitivno jim je v interesu in imajo vse možnosti, poleg potem živinoreje in kmetijstva in ribištva in podobno. Naslednja točka je Boco do Inferno, to so v bistvu kot usta pekla, tule je en čudovit razgled v bistvu na
Sjetja se Dades in tudi na jezero Rasa ter jezero Santiago. Je taka zelo luštna pot, sam, ne vem, dober kilometer se sprehodiš po takem skorajda ne parkecu, ampak seveda vedno upaš na dobro vreme. Tu že lahko v bistvu na tej desni sliki vidimo tudi en par hortenzij. Hortenzije so kar simbol Azorov, enostavno niso domorodna vrsta, bile so uvožene v bistvu kot iz Azije oziroma Amerike, ampak jim enostavno vremenske razmere zelo odgovarjajo, zato ker enostavno nikoli ni prevroče, konstantna vlaga in njim to neskončno odgovarja in res je zanimivo videti recimo prav pašnike, kot na neki način ograjene s hortenzijami, in ke je to v času razcveta in tudi kasneje, no, izgleda res kar tako čarobno, no. Takole, in smo že, tu v bistvu, zdaj, če gremo še samo za sekundo nazaj, to še ni konec dneva. Tule še po teh v bistvu dveh pohodih gremo še na sončni zahod, čisto na zahod otoka, do teh naravnih termalnih bazenov Ponta de Ferrara, kjer v bistvu, če imamo srečo, naletimo v bistvu na nizek vodostaj in takrat lahko res občutimo v bistvu to termalno toploto vode, ke enostavno je še vedno aktivno, še vedno smo na stičišču teh plošč in stvari se še vedno dogajajo pod površjem in enostavno to segreva vodo in to dela tako termalno vodico tam ob morju in je čudovito. In potem seveda večerja in spat, da se spočijemo za drugi dan. Drugi dan začnemo z jezerom Fogo ali v prevodu Ognjeno jezero, nahaja se približno na nadmorski višini 575 metrov. Jezero si samo ogledamo, ker enostavno je dostop do njega malce težji in tudi ne da se ga obkrožiti lepo, zato ker so enostavno poti velikokrat ali zaraščene ali poplavljene ali podobno. Tako da si ogledamo jezero Fogo in nadaljujemo pot do termalnih toplic, kjer v bistvu za eno urico, urico pa pol uživamo v termalnih vrelcih oziroma teh bazenih, ki so naravno ogrevani. Imamo v bistvu, mislim, da 3 ali 4 različne bazene, ki nudijo različne temperaturne razlike, tudi en slab je in je res taka lepa izkušnja, kako je lahko urejeno vse skupaj. To je še en zelo lep pogled na ta jezero Fogo. V jutranjih ali pa večernih urah se res enostavno vse skupaj zdi čarobno, ker seveda je nenaseljeno pod Unesco zaščito in ja, jezero je globoko približno do 30 metrov, širina je, ne vem, 2-3 kilometre, dolžina pa tudi tam nekje. Nastalo pa naj bi pred 15 000 leti in to so v bistvu vse kaldere. Kaldere so pa kot te krožne ovalne depresije, ke nastanejo zaradi samega vulkanskih premikov, enostavno, ko se magma izprazni, vsi ti vulkanski stožci se sesedejo in naredijo celo to obliko in to se seveda čez čas napolni z vodo. Tako, evo, tule so recimo terme na levi sliki prikazane, samo tako res čudovito urejen, enostavno ta cel park in res lepa izkušnja. Potem pa seveda nadaljujemo pot z 2 drugima krožnima potema, in sicer vsaka traja približno tako ene 5 kilometrov, se pravi, odvisno, kako hitro se jih lotimo. Ena je pri Porto Formoso, eno pa Praia de Viola. Jaz sem drugače po izobrazbi violistka, kar pomeni, da ne vem, zakaj me je življenje pripeljalo direktno na to plažo. Ampak je res čudovita plaža, na poti lahko vidimo tudi te njihove stare mline v tipičnem njihovem slogu, rdeča polkna, tudi temni kamni iz lave in beli zidovi. In enostavno se sprehodimo ob tej plaži in res tako uživamo to milino, no. In naslednja je tale Porto Formoso, kjer nas pot pelje mimo slapa in mimo enih takih res lepih formacij in na koncu še do plaže. In to je v bistvu zaključek tega drugega našega pohodnega dne. Tretji dan nadaljujemo do jezera Furnaš. Furnaš je v bistvu območje, ke ima tak svojstven vonj, in sicer tule je zelo veliko fumarol. Fumarole so pa v bistvu ti geotermalni pojavi iz zemlje, kar pomeni ti vroči vrelci, vodna para, žveplov dioksid, ogljikov dioksid, vse skupaj ima neki svojstven pridih in po nekih takih gnilih jajcih.
In tule na sredini je v bistvu prikaz, kako se skuha kozido. Kozido je pa tradicionalna azorska jed, enostavno so izkoristili to termalno energijo, enostavno to konstantno toploto zemlje in tako kuhajo svojo jed. Kozido je v bistvu mešanica mesa in neke zelenjave, več različnih vrst mesa, no, ki se pod zemljo kuha 6 do 7 ur in takole potem restavracije v bistvu naredijo tele kupčke in dajo svoje zastavice gor, komu kaj pripada. V okolici Furneša imamo pa še opcijo tudi tegale botaničnega parka Terra Nostra, ke je v bistvu najprej se začel kot zaseben vrt, potem se je pa vse skupaj razširilo in dandanes obsega 12,5 hektarjev. Notri imamo več kot 2000 različnih vrst rastlin, od japonskih ceder, ginko, palme, zbirka kamelij, razni bazenčki, noter je v bistvu tudi ta en bazen termalni izvir, v glavnem tudi čudovita opcija za preživeti dan. In pa še seveda na Azorih je velika verjetnost, da se vidi kite, in to je neka taka atrakcija, ke se mi zdi, da v bistvu se jo res splača videti, hkrati seveda tudi ni treba videti, no, ampak je zanimivo. Tule lahko vidimo od modrega kita, grbasti kit, ta kit glavač, razne vrste delfinov. Takole na sredini je v bistvu prikaz tega speedboata oziroma Zodiac boat, ki nas popelje iz pristanišča v Ponta Delgadi. Cela izkušnja v bistvu vzame kar nekaj časa, no, tako ene 3-4 ure se grejo za to, ampak je res lepa izkušnja, ker s tem devamo dobiček v bistvu turizmu in hkrati, ko se zavedamo, kakšna je bila zgodovina teh otokov, ker so recimo v 19. stoletju začeli s kitolovom, glih zaradi tega, ker je tule taka populacija kitov, so enostavno v tem videli neko rešilno bilko za situacijo, zato ker tukaj niso bili drugače bogati s čimerkoli drugim in so enostavno začeli s kitolovstvom v začetku 20. stoletja, recimo to doseglo vse skupaj vrh. To so seveda pač uporabljali meso in vse skupaj od kita. Meso niti ne toliko, no, ampak v bistvu to maščobo za olje, za svetila, za razne stroje, za kozmetiko, za mila. To celotno tehniko kitolovstva so v bistvu prevzeli od Američanov. Zadnjega kita so pa ubili leta 1987. In vse te opazovalnice, ki so jih uporabljali v tistih časih, so v bistvu še dandanes aktivne, ampak enostavno v drugačne namene, in sicer za opazovalnice. In te opazovalnice javljajo direkt takim agencijam, kot so recimo Futurismo, ena agencija v Ponta Delgadi, ke so v bistvu sami biologi in res taki zapriseženi ljubitelji narave, no, ki ti najprej razložijo enourni sestanek, kjer ti razložijo, kaj vse lahko vidiš, kak je življenjski slog in podobno, kaj bomo pozorni, kaj lahko vidimo, kake so posledice vsega skupaj v svetu, in enostavno zelo lepa izkušnja, no, res priporočam. Na levi imamo ananas. Ananas je tudi v bistvu kot simbol Azorov, zato ker se je tudi začelo v 19. stoletju, enostavno so začeli v steklenjakih gojiti te ananase in proizvajajo razne likerje in sladice iz tega. In na Azorih imajo tudi v bistvu ta plantaža čaja Goreana, ki je tudi od leta 1883 in je v bistvu najstarejša in konstantno delujoča plantaža čaja v Evropi, proizvaja pa v bistvu črni in zeleni čaj. Na desni so pa enostavno samo ta vrata za v glavno mesto pri Ponta Delgadi ob morju in predstavlja kot to veličino. Ja, tradicionalne barve Azorov, belo in ta črno. Takole, tule je v bistvu samo en kolaž, ker je včasih malo preveč slik, da bi lahko čisto vsako razložila, meni se zdi res lepi razgledi, tule gor levo v bistvu lahko opazimo, kako izgleda ta plantaža. Potekajo tudi razni maratoni po Azorih oziroma na tej plantaži so imeli nazadnje zdaj orientacijski tek in to je izgledalo zelo zabavno in prav tako lepo, no, med tem zelenjem, ke lavfaš in se iščeš. Takole, potem pa v bistvu smo že obdelali San Miguel in nas čaka let na otok Fayal. Otok Fayal ima tudi glavno mesto Horta. Sam let traja približno dobro urico, nekaj takega, niti ne toliko veliko.
Na otoku živi približno 15 tisoč ljudi, velikost je pa približno 173 kvadratnih kilometrov. Drugače se pa imenuje tudi kot Modri otok je znan, no, to je pa v bistvu zaradi hortenzij, ker hortenzije enostavno tam so povsod in na koncu jih res, ne vem, naveličaš se jih že skoraj, no, ampak hkrati imaš tudi kale in strelicije in ni, da ni enostavno zeleni otoki, zelena, modra in take res, res, res lepe barve, no. Ker prispemo ponavadi na večernih urah, v bistvu na Fajal, naša nastanitev je čisto na zahodu. Gremo že naslednji dan zjutraj s trajektom do otoka Piko, tam je ta naš vzpon na stratovulkan. Takole na levo lahko vidimo, kakšna je naša nastanitev na samem otoku Fajal, v tem tradicionalnem slogu, hkrati je pa v bistvu to zadnja hiša pred tem rezervatom oziroma pred Capelinusom, to je pa v bistvu ta zadnja erupcija, ki se je zgodila, oziroma ta zadnje kot dodajanje otokov, ki se je zgodilo leta 1957 do 58, ko je v bistvu otok Fajal pridobil 2,4 kvadratna kilometra prostora, s tem, ko je v bistvu prišlo do podvodnih sprememb oziroma izbruhov in seveda je to začelo se večati. In bomo potem na koncu videli v bistvu, kako izgleda to območje. Na desni pa vidimo naš stratovulkan Piko, ki meri dobre 2351 metrov in je prav čudovit, tako paše za oči tudi samim letom, kot ste lahko že na prejšnji sliki opazili, se v bistvu res blizu peljemo. Kaj to pomeni? To je v bistvu zadnji izbruh tega vulkana je bil leta 1720, je pa v bistvu kar v mirujočem stanju oziroma načeloma nevaren. Imamo tule to špičko, hkrati je noter krater, je pa, ko hodiš gor, v bistvu vidiš ta sloje lave in enostavno vulkanskega pepela in to njegovo tradicionalno stožčasto obliko. Takole izgleda vse skupaj, mi v bistvu vzamemo zjutraj trajekt iz Fajala do Pika, do Madalene, tam v bistvu, ker gremo na trajekt, je potrebno žal včasih zelo zgodaj vstati, ker so ti trajekti zelo majhni in ne gre veliko avto gor in je treba biti tam prav čas. Z avtom se zapeljemo gor do koče, štartamo približno na 1100 in potem začnemo vzponom. Zakaj recimo ta vzpon meni zelo simpatičen, je to, da so zelo organizirani, ker Piko predstavlja najvišji vrh Portugalske in se varnosti lotejo zelo resno. Na tej koči v bistvu ti vnaprej že javiš in zakupiš karto, zaradi tega pol tudi velikokrat pride do situacije s slabim vremenom in ko je slabo vreme, enostavno že v koči odsvetuje oziroma ne dovolijo samega vzpona na Piko, pregledajo za ustrezno opremo in tudi vsak udeleženec dobi GPS tracker oziroma uro, s katero lahko se kadarkoli poveže s centralo v sami tej koči in hkrati mu oni ves čas lahko sledijo. Sama pot na vrh je v bistvu kar strma, 3-4 ure rabimo za vzpon gor, 2-3 do dol, za navzdol, no. Je kar, ampak se splača in res vedno upam, da bo lepo vreme, da nam uspe priti do vrha. Vmes so na vsake toliko vedno nastavljeni ti smerokazi, ki označujejo pravilno pot in ja, res lepa izkušnja, no, vedno upam na dobro vreme, drugače, če pa niso, pa tule seveda tudi opcije muzeja kitolovstva in ogleda vinogradov, ke imajo tudi pod Unesco zaščitene vinograde, ke so zgrajeni v tem njihovem tradicionalnem stilu, v smislu iz kamnin, ke so jih imeli na voljo, da so naredili taka obzidja oziroma ograje, katere seveda ščitijo in pred vetrom in hkrati sprejemajo svetlobo čez dan in oddajajo toploto ponoči in iz tega stališča ima vino tam malo drugačen okus. Takolele, potem pridemo pa nazaj na Fajal zvečer, večerja se spočijemo in naslednji dan v bistvu si dovolimo malo bolj sproščeno vse skupaj, gremo si pogledat kaldeiro, žal nazadnje, ko smo si šli to pogledat, kot lahko vidite na tej levi sliki, je bilo zelo vetrovno in zelo, zelo oblačno. Imeli smo srečo, da smo videli to malo jezerco na sredini, ampak vse skupaj je bilo bolj tako mistično, bomo rekli. Na desni, skrajno na desni imamo Portopim zaliv, to je pri pristanišču oziroma pri glavnem mestu Horta.
Tle si tudi pogledamo v bistvu Peter Sport Cafe, to je kot eden izmed najstarejših teh kafičev, ki je bil za jadralce in za potnike ustvarjen leta 1918 in v bistvu nadaljuje to družinsko tradicijo in noter je polno zastav iz celega sveta. Takole in potem tle na zadnji sliki boste videli kapelinjo, ta lunino zemljo, no, ampak takole so pa še sam približne slike, tle imamo svetilnik recimo iz Fajala, sama pot in razgledi na otoku Fajal. Evo ga, in to še zadnja slika iz otoka Fajal, Kapelinjos. To je ta zemlja kot na Luni oziroma vse te formacije, ki so nastale med letoma 57, 58. In s tem jaz tudi v bistvu zaključujem svojo predstavitev. Po Fajalu se v bistvu vrnemo nazaj v Ponta Delgado, ampak je vrnitev v bistvu res samo za čez noč in zjutraj že let nazaj proti Sloveniji. Tako da jaz iskreno res priporočam Azore, če se nekdo čuti, da bi rad pobegnil v neko varno zavetje v smislu evropskih standardov, pitne vode, lepih cest, veliko zelenja, super temperature, dobra hrana in pijača, tako da priporočam Azore, definitivno pa tako je treba malo pogledati, kdaj se gre, no. Ampak to je pa to. Jaz sem zdaj odprta za kakršnakoli vprašanja, če še koga karkoli zanima, lahko v bistvu samo za sekundo še skočim na tule, a bo pokazala. Evo, takole recimo še malo drugih razgledov. Krav je recimo tam več kot ljudi. Zdaj smo pa že koncu, okej. Pardon, to je to. Ven iz sistema. Ja, ima še kdorkoli kakršnakoli vprašanja? Če ne, lahko tudi zaključim in vam zaželim lep večer. Kakšne so pa kaj cene tam, hrane? Cene hrane so tam sorazmerno podobno kot v Evropi, no. Mogoče so kakšne stvari malenkost ceneje, recimo vino, ampak vse druga je pa približno naše cene, no. Evropski standardi enostavno. Tako da, ja. Jaz, če smem komentirati, bi sam rekel, da sem bil s Hano na tem potovanju, pa mi je bilo super, tako da priporočam. Najlepša hvala res za slike, Ja. jaz sem šele zdaj ugotovila, da ne slikam nikoli vodoravno in je to zdajle res, naredili se mi zdi to predstavitev še veliko bolj lepo, no, da je prišlo do izraza. Tako da najlepša hvala, Boštjan. Res sem bila vesela. A lahko še jaz dam en video od naše skupine? Ja, po moje, če lahko to deliš, izvoli. Ne vem, kako se to naredi, ker jaz sem malo bolj babica pri teh stvarih. Ne vem, kje je moja slika. Klara? A vidiš? Jaz ne vidim prav nič, veš. Ja, vidi se. Aha, Tole je bilo na vrhu Pikota, ko smo prišli. Ja, ne, mi smo imeli res čudovito vreme, no, mislim, to, kar sem pol še imela teh ekip, enostavno ne rata vedno iti gor, ker enostavno so take razmere in vse imaš že vnaprej zakupljen, tako da je iz tega stališča vedno kar triki, no. To malo za hec za konc, no. Ja, ne, saj super, ful dobro. Ja. Ampak res zdaj naslednjič pa Kirgizija, ne? Neka bolj Ja, veliko je še koncev, kjer še nisem bil siguren, če grem kam. Ja. Ne, Azori so tak lušten začetek, no, res se ne hodi preveč glih tako ta prave mere, mislim pa prave mere, tako za začetek, da vidiš, kak je vsak dan malo pohoditi. Ja. Ja, ampak... Pa morje mi je bilo tudi ful fajn, nisem pričakoval morja, ampak je bilo prav fajn zaplavati. Ja, čeprav to je čisto odvisno, v katerem času si, ker recimo maja ali pa začetek junija je še v bistvu kar hladno vse skupaj in ni tako prijetno, medtem ko je september odličen. Mislim, septembra je tudi tako samo glede padavin, pa tako sem imela v bistvu septembra najbolj srečo z vremenom. Ampak ja, odvisno, pol tudi ljudje naredijo svoje, tako da ja.